Ko se Amerika pripravlja praznovati 250. obletnico deklaracije o neodvisnosti to poletje, smo še vedno tako razdeljeni kot vedno glede vprašanja, kaj pravzaprav pomenijo svoboščine, ki so jih ustanovitelji želeli braniti. In tako kot v dneh revolucije, ni vprašanje pred nami toliko, ali si želimo demokracije, ampak ali lahko sistem vladanja, ki temelji na soglasju ljudi, preživi bes, ki občasno prevzame javni prostor. Ustanovitelji so se prav tako bali vladavine množice kot tudi despotizma tiranov. Zato so ustvarili ustavno republiko, namenjeno preprečevanju obeh takšnih nevarnosti. Kljub temu razjarjene množice, bodisi na ulicah ali na spletu, igrajo vse pomembnejšo vlogo v našem javnem diskurzu. Bodisi, ko skušajo odstraniti ustavne ovire za svojo željo po preoblikovanju družbe, ali pa napadajo grešne kozle za svoje frustracije, kot so na primer Judje. Ta teden v oddaji Think Twice razpravljamo o vojni proti svobodi in o tem, kako jo najbolje ohraniti, z Jonathanom Turleyjem, enim vodilnih ameriških pravnih strokovnjakov in avtorjem pomembne nove knjige Rage and the Republic. Američani se o demokraciji in svobodi prepirajo že od ustanovitve republike leta 1776. Kljub temu so naši pogovori prav tako razdvajajoči. Naša družba pa je morda celo bolj razklana kot takrat, ko je bila država pred 250 leti razdeljena zaradi razprave o neodvisnosti. In ti prepiri so skozi leta vplivali na podobne razprave in jih navdihovali tudi v drugih državah. V središču teh razprav je vprašanje, kako se lahko vlade, ki si prizadevajo za svobodo, branijo sebe in svoje državljane pred javnim besom in strastmi, ki grozijo, da bodo svobodo zamenjale s tiranijo. Kako se soočiti z vladavino množice je skupna nit v zgodovini demokracij in republik. Ameriški sistem je bil v tem pogledu edinstven uspeh, še posebej v primerjavi z rezultati v krajih, kot so antične Atene ali revolucionarna Francija in Rusija. Množice so vedno močna grožnja, ne le svobodi, ampak tudi ranljivim manjšinam, kot so Judje. Kako lahko potem svoboda in gospodarska svoboda preživita v okolju, kjer prevladuje spletna jeza in nestrpnost do tega, kako ustavne republike lahko omejijo in upočasnijo jezo? Ena oseba, ki je veliko razmišljala o teh vprašanjih, je priznani pravni analitik in avtor Jonathan Turley. In v čast nam je, da je danes ponovno z nami. Jonathan Turley je profesor prava, kolumnist, televizijski komentator in odvetnik. Od leta 1998 zaseda katedro za pravo v javnem interesu na Pravni fakulteti Univerze George Washington. Od takrat je bil pravni svetovalec v številnih znanih pravnih primerih, več kot 100-krat je pričal pred kongresom, tudi med postopki ustavne obtožbe predsednikov Billa Clintona in Donalda Trumpa. Pisal je za vodilne časopise in je trenutno pravni analitik na Fox News. Bil je avtor knjige iz leta 2024 The Indispensable Right – Free Speech in an Age of Rage ter nove knjige Bes v republiki – Nedokončane zgodbe Ameriške republike. Jonathan Turley, dobrodošli nazaj v Think Twice. Najlepša hvala. Lepo je biti spet tukaj. Hvala, da ste si ponovno vzeli čas in se nam danes pridružili. Začel bi z opombo, da je Ameriška republika zdaj stara 250 let. Vendar mislim, da je bistvo vaše nove knjige naslednje. Osnovne dileme, s katerimi se danes soočamo glede pomena demokracije in svobode, so v bistvu enake tistim, s katerimi so se soočali ustanovitelji. Večina ljudi meni, da se bes, na katerega se sklicujete v naslovu vaše nove knjige, nanaša predvsem na to, kar je danes izrečeno ali zapisano na internetu. Ampak zdi se mi, da nam želite povedati, da je bes kot politična sila z nami že od leta 1776. Kako znani bi bili argumenti, ki jih danes slišimo, naprimer od tistih, ki želijo ukiniti ali reformirati ustavo, da bi dosegli svoje cilje na področjih, kjer jih je ustavni sistem oviral? Kako neznano bi bilo to ljudem, ki so podpisali deklaracijo o neodvisnosti in na to ustavo? No, bilo bi jim zelo znano. To so na mnoge načine isti glasovi, ki govorijo iste stvari,
z osupljivo podobnostjo v jeziku, ki ga uporabljajo, nekateri izrazi so celo enaki. Veste, Bes v republiki je v resnici knjiga o revolucijah. O tem, kako se začnejo in verjetno še pomembneje, kako se končajo. Večina revolucij se ne konča dobro. Prav to dela ameriško revolucijo tako izjemno v zgodovini. Ustanovitelji so želeli kljubovati zgodovinskim verjetnostim. Pregledali so pretekle poskuse z demokratičnimi sistemi in videli, kako so ti pogosto vodili v tiranijo. Zato niso želeli atenske demokracije. Veste, Madison je slavno rekel, da če bi bil vsak državljan Aten Sokrat, bi bili še vedno drhali. In na kar je namigoval, je bilo to, da niso imeli sistema vladanja, ki bi lahko prenesel pritiske demokratičnega procesa. In razumel je, da se lahko demokracije same požrejo. In zato se knjiga začne s citatom, ki ga je izrekel nekdo, ki je bil nekakšen francoski Thomas Paine. In pravi, da revolucije, tako kot Saturn, požreje svoje otroke. In tako se knjiga v prvi polovici ozira nazaj na osebnosti in obdobja, ki so se združila, da so ustvarila to edinstveno republiko. Primerja ameriško revolucijo s francosko revolucijo. In to počne deloma skozi oči Thomasa Paina, enega od dveh glavnih osebnosti, ki sta igrali vlogo v obeh revolucijah. Drugi pa je bil Lafayette. In potem se druga polovica knjige bolj neposredno posveti tvojemu vprašanju, Jonathan, kjer raziskuje, kateri so bili razlikovalni elementi tukaj. Ali lahko ta republika preživi v 21. stoletju? Ali lahko preživi nas? In to nikako ni dokončno odgovorjeno vprašanje. In nevarno je domišljavo verjeti, da bomo tukaj še naslednjih 250 let, samo zato, ker smo tukaj že 250 let. Hvala, ker ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcastnih platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS, kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj? Nazaj k današnjemu programu. Ja. No, srednja osebnost vaše obsežne pripovedi o razpravi o svobodi je, kot pravite, Thomas Paine. Nekdo, ki je bil pomemben tako v ameriški kot tudi v francoski revoluciji, vendar ga običajno ne omenjamo, ko govorimo o očetih, ustanoviteljih. Zakaj bi se Američani leta 2026 morali zanimati za Thomasa Paina? In kaj se lahko naučimo ne le iz njegovih spisov, ampak tudi iz njegove življenjske zgodbe, kar bi moralo vplivati na naše trenutne razprave o demokraciji in svobodi? No, to je odlično vprašanje in popolnoma imate prav. Veste, tudi danes zgodovinarji in profesori prava zmanjšujejo pomen Thomasa Paina. To ni nič novega. Generacija ustanoviteljev ga ni zlahka sprejela, oziroma ga pravzaprav nikoli ni sprejela. Ni bil tak kot oni. Veste, oni so imeli raje Thomasa Jeffersona, visokega in učenega, postavnega, izobraženega. Paine ni bil nič od tega. Bil je neurejen, veliko je pil, bil je samouk, bil je tudi proti suženjstvu. In veliko teh stvari je šlo na živce nekaterim iz tiste generacije. V mnogih pogledih pa je, in mislim, da je to bistvo večine razprav v knjigi, Paine morda poosebljeni Američani. Veste, smešno je, da je Paine propadel vsem, kar je kdaj počel. Vsako službo, ki jo je imel, so ga odpustili. Vsako podjetje, ki ga je ustanovil, je končalo v stečaju. Njegova 2 zakona sta bila katastrofi. Na koncu je pristal v Londonu, brez denarja in brez prijatelja. In ena oseba je pogledala to človeško razvalino in v njej nekaj videla. In to je bil Benjamin Franklin. Kupil mu je vozovnico za pot v kolonije. Ko je prispel sem, sta bili do revolucije še 2 leti. 2 leti kasneje bi postal avtor Zdravega razuma in bi ga imenovali pisec ameriške revolucije. In nekaj je na Painu, kar je neizčrpno zanimivo. Veste, on je nepopolna oseba.
Veste, vprašal sem me potem, ko sem govoril o tej knjigi, o kongresni knjižnici. Vprašal me je zgodovinar, ali sem po 6 letih preprosto zaljubljen v Paina. To je bil nekakšen prikrit način, da bi rekel, zakaj sploh zapravljam čas s Painom. In smešno je, veste, da sem velik ljubitelj filmov noir. Spomnim se, da je v čudovitem filmu noir z naslovom Rojen za zlo ena odlična replika. Izrečejo Robert Ryan, ki se obrne k največji filmski fatalki Joan Fontaine, ki je izdala vsakega moškega v svojem življenju. In ugotovi, da je le zadnji v vrsti. Gre proti vratom, se obrne in ji reče: veš, tako zelo te ljubim. Želim si le, da bi mi bila všeč. In veš, To citiraš tudi v knjigi. ja, in Pain je nekako taka, zelo težko ga je imeti rad. Veš, bil je briljanten glede človeštva, a ni imel pojma o ljudeh. Kaj točno mislim? Očitno mislim, da so nekateri že slišali za zdravo pamet, kar je bilo brošura, ki jo je napisal leta 1776, za katero veš, da je George Washington vztrajal, da jo preberejo njegovim vojakom, da jo razdelijo. Kako pomemben je bil njegov vpliv? Mislim, samo da še malo bolj poudarim njegovo pomembnost. Veš, vedno razmišljaš o tem, kaj se je dogajalo na kontinentalnem kongresu v tistih mesecih. Paine ni bil član kontinentalnega kongresa. Ni bil del odbora, ki je napisal deklaracijo o neodvisnosti. Zakaj je bilo njegovo pisanje tako pomembno? Veš, Painov pomen je bil. Veš, on ni lik v letu 1776. Vem, ni lik, na katerega se sklicuješ v svoji knjigi in o tem lahko še več govoriva. Ampak ja, čeprav je morda prispeval k jeziku deklaracije o neodvisnosti, obstaja zanimiva opomba, ki nakazuje, da bi lahko res. Toda njegov pomen je bil priznan že takrat. Veš, John Adams v svojih poznejših letih ni bil oboževalec Thomasa Paina. Na mnoge načine mislim, da je bil Adams skoraj malo ljubosumen na Painovo strmo naraščajočo slavo. Zdrava pamet je bil prva svetovna uspešnica in je takoj prodrl med domoljube po vsej državi. In na neki točki, veš, prva izdaja je bila anonimna. In Adamsova žena mu je pisala in rekla: veš, ljudje pravijo, da si ti to napisal. In je odpisal in rekel: jaz nisem mogel napisati te knjige. In potem je delil zgodbo, da je srečal moškega po imenu Thomas Paine in da je imel genij v očeh. In ta vrstica mi je bila zelo všeč, ker mi je povedala, da morda potrebuješ genija, da prepoznaš genija. Morda je to tisto, kar je videl Benjamin Franklin. Franklin je imel neverjetno, skoraj nadnaravno sposobnost prepoznavanja talentov. A ni bilo večjega dosežka kot Thomas Paine, saj nihče ni videl tega v Thomasu Paine. A na nek način je bil Paine glas pravičnega besa, za katerega je Franklin vedel, da ga potrebujemo. Potrebovali smo tudi tisto pobožno logiko Jamesa Madisona. Bila je to kombinacija. Veste, Paine je vedel, kaj je potrebno, da narod pripelješ do revolucije. In Madison je vedel, kaj je potrebno, da revolucijo spremeniš v republiko. In ona dva sta si bila tako različna, a sta bila oba ključna dejavnika. Prav. Ko govorimo o Painu, ga danes, kolikor se o njem sploh govori, pogosto primerjajo z njegovim nasprotnikom. Ko je pisal o francoski revoluciji, je britanski državnik in avtor Edmund Burke, ki je še vedno kot junak za konzervativce na obeh straneh Atlantika. Je tako, veste, in dodal bi, da je bil Burke, lahko bi rekli, da je bil preroški glede revolucije v Franciji in kaj bi to pomenilo. In veste, zakaj bi se to spremenilo v tiranijo? Prav tako pa so v njegovih razmišljih o revoluciji tudi druge stvari, ki morda ne zdržijo kritike. Ali je mogoče, da oba sprejmeva najboljše od obeh, ali pa se morava res odločiti? Ne, lahko sprejmeš oba. Obe govorim v knjigi. Veš, bila sta prijatelja. Veliko ljudi ne ve, da Paine, ko je zapustil Združene države in odšel v Evropo ter nazadnje v Francijo, ni šel tja, da bi začel novo revolucijo. Seveda je podpiral Francoze. Tja je šel, da bi prodal železni most. To je bil eden njegovih najbolj ponosnih izumov. In ponovno mu je pomagal Benjamin Franklin in menil, da je to zelo dobra zasnova. Enako je menil tudi Thomas Jefferson.
To je bil precej impresiven dosežek za nekoga, ki se je izobrazil sam. In dejansko so ga zgradili v Angliji. Eden od ljudi, ki so mu pomagali v Angliji, je bil Burke. In tako sta se na koncu sprla zaradi Francije. In na nek način je bil Burke upravičen. In Paine je priznal, da bi se morda lahko motil glede nekaterih vidikov sistema Jamesa Madisona. Veste, želel je več neposredne demokracije. Ni mu bilo všeč vse to dvodomstvo in druge stvari, za katere je Madison menil, da so tako bistvene. In na to je bil priča temu, kaj se zgodi, če pustiš demokraciji prosto pot, brez teh dodatnih varovalk, o katerih je govoril Madison. In skoraj ga je stalo življenja. Bil je le 24 ur od tega, da bi ga obglavili z giljotino. Tudi Lafayette je bil skoraj giljotiniran. In opazovali so, kako se je to odvijalo, ko je revolucija požrla svoje otroke. Bil je v marsičem povezan z zmernimi jakobinci, žirondinci. In gledal je, kako so žirondince enega za drugi vodili na giljotino. In knjiga govori o trenutku, ko sedi Paine v zatočišču zunaj Pariza, v gostilni z zadnjimi preostalimi prijatelji, ki jih je imel. In enega za drugim so žirondince odpeljali, ko je potrkalo na vrata, dokler niso na koncu prišli in odpeljali gostilničarja. In Paine je ostal sam, sedel je v tej gostilni in čakal, da bo potrkala tudi zanj. In je prišlo. In na koncu ga je rešil le čisti slučaj. Veste, nikoli ni bil zdrav človek. In njegovi sojetniki v zaporu v Luksemburški palači so prepričali ječarja, da je odprl vrata, da bi lahko dobil zrak. Ko pa je to storil, so na steno dali znak, ki jih je vse označeval za smrt. Tako da, ko so tisto noč prišli pobrati vse ljudi, niso videli tega znaka. Sicer bi bil to konec Thomasa Paina. Ja, no, zelo klišejsko. Kar se tiče, veste, primerov besa, mislim, da ni boljšega. Veš, zelo podrobno govoriš o tem, kaj se je zgodilo med francosko revolucijo. Ni tako dobro preučeno v Združenih državah, kjer se je, veste, republika, ki so jo ustvarili, spremenila v vladavino množice. To je prav tako navdihnilo druge poskuse ustvarjanja revolucije. Mislim, da niste omenili Pariza leta 1870, a to je bil prav tako še en skrajen primer. In seveda boljševiška revolucija. To je pomembno. Američani morda mislijo, da to nima nobene zveze z njimi. Mi samo razpravljamo o stvarih. Ne veste, ne postavljamo giljotin. Ampak ali niso to pomembni precedensi, ki jih moramo razumeti, ko uporabljamo besede kot sta demokracija in ko poskušamo ukiniti omejitve za neposredno vladavino? Seveda je. In del bistva te knjige je razumeti kontinuiteto, ki se vleče skozi zgodovino. Veste, to je kot speči virus, ki živi znotraj političnega telesa. Veste, vsaka generacija ima te glasove, ki trdijo, da bi morali ustavo zavreči in da bi bilo treba sistem radikalno reformirati. Kar je danes nekoliko drugače, je to, da se je temu prizadevanju pridružilo toliko profesorjev prava in celo dekanov pravnih fakultet, ki so pozvali, naj se ustava Združenih držav zavrne, prepiše ali radikalno spremeni. In mnogi izmed njih predlagajo bolj neposredne demokratične sisteme, prav tisto, proti čemur so se borili snovalci ustave, in prav tisto, kar je povzročilo teror v Franciji. In nekako se moramo zavedati, kje smo bili, če želimo vedeti, kam gremo pri tej zadevi. Ker je podnaslov te knjige Nedokončana zgodba ameriške revolucije, se verjetno nikoli ne bo zares dokončan. Benjamin Franklin je imel prav, da je na nas, da ohranimo svojo republiko. In vsaka generacija mora to storiti. In te smisle je to zgodba, ki se še vedno odvija in ne bo dokončana. Tudi tisto, kar bo to zgodbo končalo, kar bo zaključilo je, če odstranimo prav tiste elemente, ki so nas pripeljali do tega, kjer smo danes. In zato se druga polovica knjige osredotoča na pritiske, s katerimi se bomo soočali, vključno z obsežnimi gospodarskimi pritiski, od umetne inteligence do robotike, množično brezposelnostjo, za katero verjamem, da jo bomo doživeli.
in vzpon tistega, kar jaz imenujem novi Jakubinci. Vse te stvari ustvarjajo razmere, ki spominjajo na tiste, ki smo jih videli ob koncu 18. in v začetku 19. stoletja. Prav, v zadnjih letih je postala obramba demokracije ena glavnih političnih tem, tako v Združenih državah, kot tudi v drugih državah, kot so evropske države ali Izrael. Mislim, da veliko ljudi, še posebej tisti, ki to besedo pogosto uporabljajo v političnih debatah, njen pomen jemljejo za samoumevnega. Ampak vaša knjiga si zelo prizadeva razložiti njeno zgodovino. Kaj bi se morali Američani in drugi naučiti iz zgodovine demokracije v antičnih Atenah ali revolucionarni Franciji, kar bi lahko, nekoliko ustavilo našo, zelo vzvišeno retoriko o obrambi demokracije? No, očitno imamo republiko in to je drugače kot atenska demokracija. Večina ljudi, če bi živela v Atenah, tega ne bi prepoznala kot demokracijo. Bil je brutalen, razmeroma brutalen sistem. Njihov politični sistem so v veliki meri poganjali demagogi, ljudje, ki so igrali na množico. Izobčevali bi ljudi, kar je pomenilo, da so jih izgnali iz Aten. To je bilo burno in zelo nevarno obdobje, ki ni trajalo prav dolgo. To ljudje pogosto pozabljajo, govorijo o atenski demokraciji kot o izvoru vse v demokraciji. Tudi na mnoge načine je bil to v Atenah neuspešen eksperiment. Končal se je s tiranijo. In šele v sodobnem času, oziroma zadnjih 100 ali 200 let, so jo nasplošno začeli obravnavati kot dober primer. Ja, to je res. In kot si že omenil, Jonathan, ustanovitelji niso želeli vladavine drhali. In ta izraz so uporabljali ljudje, kot je Benjamin Rush. Niso želeli ponoviti tega, kar so videli. V resnici smo bili mi izjema, vendar se je ta zgodovina nadaljevala v drugih državah. Na kratko govorim o Rusiji in Kitajski. Kitajske revolucije in podobne revolucije niso imele tistih previdnostnih, pomožnih ukrepov, ki smo jih imeli mi. Mimogrede, na mnoge načine sem v knjigi enako kritičen tudi do EU. Veste, ko sem govoril o tej knjigi v Pragi, je k meni pristopil član EU in rekel, imam občutek, da je vaša nova knjiga zelo prepričana, da bo ameriški sistem preživel 21. stoletje. Nisem pa prepričan, kaj menite o EU. In rekel sem, presenečen sem nad tem namigom, ker sem mislil, da sem bil jasen. Mislim, da EU ne bo preživela. In če je prva polovica te knjige točna, potem ne, EU je v resnih težavah. Verjamem, da je EU v svojem bistvu nestabilna, ker je uničila veliko elementov, ki jih bo potrebovala. In mimogrede, nekateri od teh so demokratični elementi. EU ima nekatere zelo antidemokratične vidike. Mislim, da se v bistvu namerno in odkrito trudijo oddaljiti od nacionalnih demokracij, da bi ustvarili bolj globalizirano ali vsaj evropsko vlado. In rezultat tega je, da če se ta sistem zruši, so resnično oslabili te nacionalne politične sisteme. In vprašal sem tega človeka, rekel sem, kar me moti je, da se ti in jaz lahko ne strinjava glede prihodnosti EU. Jaz mislim, da ni posebej rožnata. Ampak kar me moti je, da nimaš pojma, kaj bo sledilo, če imamo nekateri izmed nas prav in se EU zruši. In razlog, zakaj me to skrbi, je ta, da običajno, ko se veliki sistemi zrušijo, jih običajno sledi tiranija. In če imate vseevropsko vlado, ki se zruši, lahko to ustvari zelo nevarno situacijo. Ja, mislim, to se je zgodilo v Franciji potem, ko je revolucija propadla z Napoleonom. In to je bilo tisto, kar je veliko ljudi pričakovalo, da se bo zgodilo v Združenih državah, če ustava ne bi, prevladala in ustvarila omejitve. Če se vrnemo k vprašanju besa, mislim, da smo zagotovo videli, kako izgleda bes množice. V porastu antisemitizma, ki se je začutil na univerzah, na ulicah in, iskreno, tudi v političnem diskurzu, od 7. oktobra 2023 dalje. In to je prišlo tudi od nekaterih formalno izobraženih elit v državi. Ali menite, da je tisto, kar bi jaz opisal kot normalizacijo antisemitizma, simptom istih groženj svobodi, pred katerimi so nas želeli zaščititi ustanovitelji? Mislim, da je tako. Zagotovo se izraža na enak način.
Veste, moja ta knjiga in tudi prejšnja knjiga, The Indispensable Right, obe govorita o besu, kar je zanimiva stvar. Veste, bes je z nami že od ustanovitve te države. Bostonska čajanka je bila dejanje besa. In lahko iskreno rečete, da se nobena revolucija ni zgodila brez besa. Toda bes tudi kvari. Omogoča vam, da rečete stvari, naredite stvari, ki jih običajno ne bi rekli ali naredili. Omogoča vam, da popolnoma sovražite, ne da bi poslušali ali želeli razumeti ljudi na drugi strani. In mislim, da je pri tem še posebej kvarno to, da je ljudem to všeč. Tega ne bojo priznali, ampak jim je to všeč. To je zasvojljivo in nalezljivo. In antisemitizem je ena od tistih oblik besa, ki so se pojavljale skozi našo zgodovino, da bi napadle judovsko ljudstvo. Za nekatere ljudi je to nekakšna sprostitev. Obstaja ta grozna stvar, ki jo v knjigi imenujem Saturnov gen. Veste, kot da sami sebe požiramo. Mislim, večina ljudi, še posebej, če razume zgodovino, razume, da imamo vsi Saturnov gen, sposobnost vseh smrtnikov, da postanejo pošasti. In ko vidiš antisemitizem, sovraštvo, bes in politične atentate ter nasilje, vidiš ta Saturnov gen. Veš, ko sem govoril v Pragi, tik preden sem nameraval govoriti o tem v prejšnji knjigi, o besu, so mi dobesedno, ko sem šel na oder, povedali, da je bil Charlie Kirk umorjen. In poznal sem Charlija. In edina stvar, ki je bila bolj tragična od njegove smrti, je bila ta, da nisem bil presenečen. In verjetno ne bo zadnji. Mi smo že več poskusov atentata na predsednika. Imamo vse več nasilja. In odzivi na ta dejanja nasilja so verjetno prav tako zaskrbljujoči kot nasilje samo, saj se zdi, da veliko Američanov to sploh ne moti. Tako je. Če pogledate morilca Thompsona, Manjonaja, imate ljudi. Moški, ki je umoril zdravstvenega direktorja. Tako je. In imate ljudi, ki zahtevajo njegovo oprostitev na podlagi prepričanja, da je bil upravičen. In to je šokantno mnenje, ki se pogosto pojavlja na internetu, da ljudje mislijo, da je zdaj v redu, če preprosto ustrelijo direktorja. Ja. V svoji knjigi, in to ste že omenili, pišete o ameriških jakobincih, kar se nanaša na ljudi iz francoske revolucije. Kakšno grožnjo predstavljajo ti politiki, profesori in novinarji z možnosti ustavne ureditve, da omeji vpliv besa in množic, ki sledijo trenutnim modnim muham? No, to je ena izmed bolj zanimivih analogij. Saj sem imel v zadnjih nekaj letih več razprav z kolegi z drugih pravnih fakultet. Nekateri med njimi so izrazili, da jim ni všeč, da jih primerjajo z jakobinci, kar vsekakor razumem. Ena od stvari, na katero jih spomnim, pa je, da če preberete zgodna dela Robespierra, ko se je začelo gibanje jakobincev, bi mislili, da je bil odvetnik ACLU. Govoril je predvsem o pravičnem postopku in pravicah človeka. Na koncu ga je to hitro pokvarilo do te mere, da je kasneje izjavil, da je teror vrlina. Zanimivo pa je tudi to, da jakobinci niso bili, kot jih prikazujejo slike napada na Bastiljo, vstaja revnih v Franciji. In jakobinci niso bili delavci, ki bi odvrgli svoje verige. Jakobinci so bili v resnici večinoma izobraženi. Med njimi je bilo celo nekaj aristokratov. Veliko pa je bilo pravnikov, kot je Robespierre. Veliko novinarjev je bilo zgodnih jakobincev. Pravzaprav so bili nekateri najbolj krvavi jakobinci, nekdanji novinarji, pa tudi nekateri zdravniki. In to vidimo tudi danes. Vidimo ljudi, ki poskušajo zajahati ta val besa. Nekateri med njimi želijo ta val izkoristiti za politično moč ali za priljubljenost. Kar seveda ne razumejo je, da verjetno nikoli ne bodo preživeli tega procesa. Se pravi, ko podžigaš bes, današnji revolucionarji pogosto postanejo jutrišnji reakcionarji. Ampak imate na primer dekana na Berkeleyju, Ervina Čemerinskija, ki je sodnike Vrhovnega sodišča označil za strankarske aparačike.
Napisal je knjigo, v kateri pravi, da nobena ustava ne traja večno in trdi, da je ustava Združenih držav Amerike preživela svojo uporabnost. Imate veliko pravnih profesorjev, ki pozivajo k radikalnim spremembam. Pred kratkim sem imel debato s profesorjem prava z Harvarda o tem, ali smo v ustavni krizi. In to je bil glas čiste jakobinstične miselnosti. Jaz pa sem trdil, da to ni ustavna kriza. Sistem deluje povsem v redu. Na kar je v resnici nasprotoval, ironično, je bila demokracija, ker je rekel, da je seveda sistem pokvarjen. Poglejte, kongres ne more ničesar doseči. No, veste, smo razdeljen narod. In ko smo razdeljeni, se naredi manj. To je demokracija. Ja, to je, veste, ni napaka. To je značilnost sistema, ki naj bi preprečevala strasti trenutka in otežiti spreminjanje stvari. Ne, to je popolnoma res. In s čimer se v resnici soočamo, je kriza vere, še posebej med profesorji prava, ki so kot duhovščina, ki je izgubila vero, a obdržala svoja oblačila. In še naprej nasprotujejo sistemu, ki nam je tako dobro služil, brez pravega razumevanja, kaj sploh želijo ustvariti. Ko želijo razširiti vrhovno sodišče, izutliti volilni kolegi, vse tiste stvari, ki jih zdaj kandidati odkrito predlagajo. Zdaj imate veliko demokratskih kandidatov, ki odkrito vodijo kampanjo za razširitev vrhovnega sodišča in za radikale spremembe ustave. Ja, in v tem smislu želijo samo doseči svoje. Veste, oni želijo, da ni nobenih omejitev glede njihove sposobnosti spreminjanja stvari v njihovo smer, medtem ko bi bili, veste, zadovoljni z ustavnimi omejitvami za svoje nasprotnike, ampak to je bistvo ustav. Namenjena je temu, da deluje v obe smeri. Ne, mislim, da je to prav. In to je točno tisto, kar je Madison želel doseči. Uspeh ameriškega sistema je bil v tem, da je bil to nadgradnja arhitektura Madisonovega sistema. Veste, tako kot ljudje podcenjujejo bolečino, pravim v knjigi, da akademiki pogosto podcenjujejo pomen, ki ga mnogi sodniki pripisujejo deklaraciji o neodvisnosti. In kot strokovnjak za Madisona sem zagotovo napisal svoj delež pohval za to ustavo. Ampak sama ustava je bila Madisonov način, kako doseči tisto, kar je bilo obljubljeno v deklaraciji o neodvisnosti. Prav deklaracija o neodvisnosti nas je opredelila kot narod. To je bila prva razsvetljenska revolucija. Zato so bili ljudje navdušeni nad nami. Če preberete nekatere stvari, ki so bile napisane, sem to vključil v knjigo. Naprimer, bil je Francoz, ki je na začetku naše republike napisal čudovito knjigo. In postavil je to galjivo vprašanje, ki ga je zastavil tudi svojim drugim francoskim sosedom. In preprosto je vprašal, kaj je potem ta Amerika? In to ni bilo nepomembno vprašanje. Bili so očarani nad nami, skoraj kot da smo nova vrsta. Pisatelji razsvetljenstva so bili prisotni že dolgo časa. Potem pa se je nenadoma pojavila skupina ljudi, ki niso imeli nobene povezave med seboj, nobene povezave z zemljo, nobenega razslojenega družbenega sistema, nobene razredne strukture. Da bi jih stabilizirali, so se združili na določeno mesto na planetu in sprožili prvo razsvetljensko revolucijo v zgodovini. In pri tem so svojo vlado utemeljili na načelu, da pravice pripadajo ljudem kot dar od Boga, ne pa od vlade. In to je bil zelo lokovski pogled na vlado. In to je ljudi fasciniralo, kako se je to lahko zgodilo v tej novo nastajali državi čez ocean. Toda vprašanje, ki ga postavljamo v knjigi, je, ali lahko danes odgovorimo na to vprašanje. Ali si lahko iskreno zastavimo vprašanje, veste, kaj je potem ta Amerika? Kdo smo mi? Kdo smo bili takrat? In kdo smo zdaj? Mislim, če na to vprašanje ne znamo odgovoriti, potem morda ne bi smeli imeti še ene 250. obletnice. Ampak mislim, da je to del tistega, o čemer moramo govoriti. Še vedno ostajamo edinstvena republika. Vidiki ameriške republike so zdaj bolj potrebni kot kdajkoli prej. Ja, mislim, eden od vidikov, ki ste jih pravkar omenili, ideja, da pravice izhajajo od stvarnika, kar je citat iz deklaracije o neodvisnosti za božjo voljo, je pravzaprav, če jo vzamete iz konteksta, zelo sporna. Imate ljudi v medijih in politiki, ki mislijo, da če rečete, da pravice ne izhajajo iz vlade, ampak izhajajo od Boga, da ste, veste, krščanski nacionalist ali neka vrsta fundamentalista.
kar vas prisili, da podvomite v naš izobraževalni sistem bolj kot v karkoli drugega. Ampak to res kaže na popolnoma drugačen način razmišljanja o tem, veste, kje je meja, odkot vlada črpa svojo legitimnost. Ne, to je res. In pred kratkim sem napisal kolumno, ko je senator Tim Kaine iz Virginije ostro napadel pričo, ker je ta dejala, da verjame v naravne pravice. In rekel je: torej verjamete, da pravice prihajajo od Boga? Ni razlike med vami in iranskimi mulami ter skrajneži, ki terorizirajo svet. In napisal sem kolumno, v kateri sem poudaril, kako popolnoma neverjetno je, da ameriški senator razpravlja o tem, ali lahko verjamemo v naravne pravice. In veste, Kaine je kasneje nekako stopil korak nazaj, ampak to kaže na to nenavadno krizo vere, ki jo imamo, odtrgali smo se od svojih temeljev. Celotno načelo te Lockeove ideje je, da smo imeli pravice že v naravnem stanju, še preden je bila kakršnakoli družba oblikovana. Imeli smo pravice, ki nam pripadajo kot človeškim bitjem. In to je tako bistven, opredeljujoč vidik tega, da si Američan. Zdaj, še en vidik obrambe svobode je gospodarska svoboda. In tukaj v svoji knjigi omenjaš učenja ekonomista in misleca iz 18. stoletja Adama Smitha. Mislim, da te moram vprašati, in to sem vprašal tudi druge nedavne goste, zakaj se socializem v Združenih državah ponovno vrača v modo? In zakaj to predstavlja grožnja naši ustavni ureditvi ter našim svoboščinam? Wow, to je težko vprašanje. V knjigi se res sklicujem na ankete, ki kažejo porast podpore socializmu in komunizmu. Omenjam tudi dejstvo, da letos mineva 250 let ne le od deklaracije o neodvisnosti, ampak tudi od izida knjige Bogastvo narodov. In kot vem, To je bila Smithova klasika, veste. Da. in kot omenjam v knjigi Bes republik, knjiga v Veliki Britaniji ni bila velika uspešnica. Tukaj je bila uspešnica, ker so snovalci ustave takoj prepoznali, da je Smithova ekonomska teorija popoln spremljevalec njihove politične teorije. Resnično so verjeli, da ne moreš biti svoboden. Prave svobode ne moreš imeti, če nisi ekonomsko neodvisen. In to je eden od razlogov, zakaj je bila agrarna ekonomija mnogim izmed njih tako všeč. Prav tako Smithu, pa tudi Paineu in Jeffersonu. Všeč jim je bila ta ideja, da lahko nekaj posadiš v zemljo in iz tega zraste bogastvo. Torej, da lahko dobesedno ustvariš bogastvo. In s tem si daš neodvisnost, da si lahko kdorkoli želiš biti, ne da bi bil odvisen od kogarkoli. In ena od stvari, o kateri govorim v knjigi, je potreba v 21. in 20. stoletju, da ohranimo to, kar imenujem gospodarstvo, ki povečuje svobodo. In s tem mislim na to kombinacijo, ki nam je dobro služila med demokracijo in kapitalizmom. In to je tisto, kar je ameriškim državljanom dalo pravo neodvisnost. In to bo postavljeno pod vprašaj. Veste, knjiga govori o uporabi najbolj konzervativnih ocen vpliva umetne inteligence in robotike. Govorimo o največji izgubi delovnih mest v zgodovini. Zdaj, močno verjamem v prosti trg. Milton Friedman me je zaznamoval na Univerzi v Chicagu. Ampak verjamem, da se bo prosti trg prilagodil, vendar bo to vzelo čas. In v tem času bomo podpirali milijone Američanov. In v knjigi se sprašujem, kako to vpliva na republiko. Ker ta sistem ne deluje z državljani, ki jih vzdržuje država. Ne bo delovalo. To pomeni, da ne moramo imeti velikega števila Američanov na socialni podpori in pričakovati, da bodo delovali tako, kot jih potrebujemo kot državljane, da bodo neodvisni glasovi v odnosu do svoje vlade. In zato knjiga opozarja na tisto, kar mislim, da bodo verjetno vse napačne poteze. Predvsej sem prepričan, da bo kongres naredil vse napačne poteze, o katerih govorim v knjigi, ker jih vedno naredijo. Subvencionirali bodo propadajoče industrije. Subvencionirali bodo propadajoča delovna mesta. Porabili bodo milijarde in milijarde dolarjev, kar ne bo ničesar spremenilo, ker se borijo proti gospodarstvu, ki ga s takšnimi subvencijami ne morejo premakniti. A vendar se bomo morali sčasoma osredotočiti na to, kako se spopasti z novim gospodarstvom, ki nastaja. Ne moramo pa biti prebivalstvo, ki se ukvarja samo z umetnostjo in ročnimi deli. Ne moramo se vsi naučiti pihanja stekla in izdelovanja lončenine na stroške države, ter predvidevati, da to ne bo vplivalo na našo republiko. Mislim, da zelo dobro poudarite v svoji knjigi, da moramo nekaj storiti. Delo, dostojanstvo dela
je del tega, kar pomeni biti državljan. In veste, brez tega smo izgubljeni. Zdaj pa je nad vsem tem grožnja umetne inteligence, kot veste. In tisto, kar ste omenili kot gospodarski model brez delavcev, ki visi nad večino tega, kar počnemo. Seveda je umetna inteligenca le orodje. Je kot vse drugo. Lahko se uporablja. Mislim, v novinarstvu, veste, lahko jo uporabljamo za prevajanje in lahko počne vse vrste neverjetnih stvari. Lahko nam pomaga, veste, nas popelje na Luno in Mars, morda tudi tja. Lahko pa tudi veliko ljudi pusti brez dela in na nek način oropa našo kulturo velikega dela, njenega pomena. Kakšen je vaš občutek glede tega, kako deluje? Razen morda, kot vsi v izobraževanju, vas skrbi, kako se uporablja ali kako ljudje poskušajo z njim goljufati? No, obstajajo pozitivni vidiki, o katerih govorim v knjigi. Znižalo bo stroške določenih izdelkov. Ljudje bodo lahko dobili več izdelkov, bolj napredne izdelke, po nižji ceni, kar očitno znižujete stroške dela. Toda to bo pomenilo, da bo prišlo do velikega premika in milijoni Američanov ne bodo postali le brezposelni, ampak morda celo nezaposljivi. To pomeni, da dlje kot ostanejo brezposelni, večja je verjetnost, da bodo nova delovna mesta v tem gospodarstvu dobili delavci nove generacije. Tako, lahko imate statično populacijo ljudi, ki prejemajo UTD ali osnovni dohodek, ki ga zagotavlja vlada. Ena od stvari, ki jih predlagam, je, da se moramo osredotočiti na to, kar imenujem delovna mesta po vzoru Gajnen. To je izraz, ki ga bo prepoznal le Piflar. Ne, ja, razumem, ampak nadaljuj. Jaz o tem. V zvezdnih stezah v Ten Forwardu, ki je bil bar na tisti vesoljski ladji, je bila natakarica po imenu Gajnen. Igrala jo je Whoopi Goldberg. In ko sem odraščal, me je vedno zanimalo, zakaj ljudje hodijo v Ten Forward. In naročili bi koktajl Romulanski sončni vzhod in opazovali, kako Gajnen tu pripravi pred replikatorjem, pravim strojem, ki lahko pripravi popoln koktajl Romulanski sončni vzhod. Milijonkrat, vedno na popolnoma enak način. Replikator ti zagotavlja popoln koktajl po definiciji, pa vendar želijo, da ga pripravi Gajnen. In torej, kar se sprašujem v knjigi je, koliko delovnih mest je takšnih, kot je Ginanino. Koliko delovnih mest, čeprav bi jih robot ali umetna inteligenca lahko upravljala bolje, še vedno želimo, da jih upravlja človek ali da ima pri tem pomembno vlogo. In veliko takšnih delovnih mest tudi prepoznam. Veste, videli bomo manj taksistov, videli bomo manj radiologov. Ampak mislim, da bo ljudje še vedno želeli učitelje, ki so ljudje. Mislim, da bodo še vedno želeli psihiatre, ki so ljudje. Še vedno bodo želeli zdravnike, čeprav bodo zdravnikom pomagali umetna inteligenca. Pri mnogih od teh poklicev je potreben človeški element. In tako knjiga raziskuje, kako lahko raziskujemo novo gospodarstvo, namesto da bi se mu upirali in poskušamo izkoristiti prednosti na področjih, kjer je pri zaposlitvi prisoten človeški element. To me pripelje do naslednjega vprašanja, ki ste ga že omenili. In to je še en vidik boja za svobodo. In sicer grožnja nadnacionalnega upravljanja in globalizma. Zdaj ste pravkar omenili lik iz, veste, zvezdne steze, naslednja generacija, ko ste govorili o tem. Veste, tudi dejstvo je, da tudi v idilični prihodnosti 21. stoletja, kjer ljudje potujejo po vesolju, bodo ljudje še vedno želeli natakarje. Tudi če to pomeni pogovarjanje z Whoopi Goldberg. Toda ta vizija prihodnosti, planeta Zemlja, v teh oddajah vključuje tudi konec lokalnega upravljanja in vzpostavitev planetarne vlade. Pravzaprav je bila v enem izmed Star Trekovih izpeljank Stacey Abrams izvoljena za predsednico Zemlje, veste, 1000 let v prihodnosti, kar so bile, mislim, edine volitve, na katerih je dejansko zmagala. Torej trdite, da je tako kot vsa politika tudi vsa svoboda lokalna. Zakaj je pomembno zagotoviti lokalni nadzor? In kako to vpliva na obrambo svobode govora in drugih pravic? Veste, to je del kritike EU, da so snovalci ustavne ureditve najprej nasprotovali koncentraciji moči. In del uspeha madisonskega sistema ni le v razumevanju vloge frakcij, ampak tudi v razumevanju, da je skoncentrirana moč tudi zlorabljena moč. Zato morate razviti sisteme delitve in nadzora ter ravnotežja. Toda tudi Združene države so imele od federalizma velike koristi. Imamo teh 50 zveznih držav.
Zdaj je to nekoliko razredčeno. Moč zveznih držav se je zmanjšala, vendar tam še vedno ostaja nekaj moči. In knjiga govori o nevarnostih v Združenih državah, če izgubimo te pristojnosti zveznih držav. Resnično se moramo truditi, da ohranimo pravice na lokalni ravni. Veste, ko je Tip O'Neill rekel, da je vsa politika lokalna, to zagotovo drži, ko gre za pravice. In mislim, da so snovalci ustavne ureditve to razumeli, ko so ustvarjali sistem federalizma. Saj najbolj zaščitiš pravice, ko so ti najbližje. V tolikšni meri, kot so tvoje pravice prenesene v Washington, v nacionalno prestolnico ali še huje, v Bruselj ali kakšno evropsko prestolnico, težišče se vedno bolj oddaljuje od državljanov in ti postajajo vse bolj pasivni. Ko to spoznajo, večina Evropejcev res nima pojma, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu. Razen, če to prebere v novicah, ampak to je to. Ampak nimajo nobenega resničnega, neposrednega stika, kot bi ga imeli v bolj tradicionalnem zakonodajnem telesu. In prav ta odstojenost lahko vodi v nezadovoljstvo, lahko vodi v pasivnost. In na koncu lahko to privede do nestabilnosti v sistemu, kot je EU. Zato se resnično osredotočam na to, kako pomembno je, da se ukvarjamo z vidiki koncentracije moči v Združenih državah, vključno z zveznimi agencijami. Veste, ustvarjanje tistega, kar včasih imenujejo četrta veja oblasti, te ogromne birokracije. No, EU je v bistvu birokracija, vladavina birokracije. Mislim, to je celotno načelo. Ta parlament nanjo v resnici nima velikega vpliva. Mislim, celotno načelo EU je, da bomo imeli te strokovnjake. Ne bomo prepustili vladanja nekemu demagogu ali politiku. Imamo strokovnjake, kaj ne? In vsi te strokovnjaki sedijo tam in sprejemajo zakone, ki veljajo za vse te države. In ta projekt zaključujejo. Pravzaprav v knjigi govorim o tem, kako so nekateri zgodnji ustanovitelji EU priznali, da bo težko prepričati, veste, Francoze, Nemce in Angleže, da se odpovejo svoji nacionalni identiteti. In da se bo to moralo zgoditi postopoma. In to so tudi naredili. In zdaj govorijo o evropski vojski. Govorijo o odpravi nacionalne pravice veta. To je zaključek tega projekta, za katerega menim, da ne napoveduje nič dobrega za Evropo ali EU. Mislim, da bo na koncu nestabilen in da bo propadel. Ja. Zdaj pišete, in to je povezano s tem, o čemer so pravkar govorila, o znamenitem citatu Benjamina Franklina, ki je rekel: tisti, ki bi se odpovedali bistveni svobodi, da bi kupili malo začasne varnosti, si ne zaslužijo niti svobode, niti varnosti. Zakaj je ta na videz nesporečna izjava postala sporna ali celo reinterpretirana tako, da pomeni nasprotno od svojega prvotnega pomena? Pišete o poskusih uravnoteženja ustavnih omejitev z upoštevanjem volje volivcev. To gre prav v srž tega, kaj ne? Prav imate. In v knjigi Račel Republike govorim o, po mojem mnenju, zelo zanimivem intervjuju za NPR z Benjaminom Wittesom, kjer so poskušali razložiti, da Franklin v resnici ni mislil, da ne bi smeli zamenjati svobode za varnost. Govoril je o nečem povsem drugem. In jaz se s to razlago ne strinjam in v knjigi pojasnim, zakaj. Toda bil je pomenil trenutek, ko je bilo vloženega veliko truda, da bi ljudi odvrnili od teh jasnih pravil, ki so vladala v naši demokraciji. Živimo v dobi relativizma, kjer se ljudje počutijo bolj udobno. In veste, zato imamo v knjigi poglavje, ki se imenuje Zakaj so velike, močne pravice redke? In temelji na knjigi, ki se je ukvarjala z velikimi divjimi živalmi in zakaj so redke. In dejstvo je, da iz istega razloga, kot so velike živali redke, tudi velike pravice redke. Porabijo veliko kalorij. Veš, zahtevajo veliko od tebe. Tisti, ki jih ne marajo, jih vidijo kot plenilce. In rezultat je, da če pogledaš po Evropi, je svoboda govora v prostem padu. Prav tako tudi svoboda veroizpovedi. Imamo razširjeno kriminalizacijo govora. Imamo ljudi, ki so bili aretirani, ker so tiho molili v mislih v bližini klinik za splav. V Evropi imate v bistvu kodifikacijo mikroagresij. Vse to je pustilo temeljne pravice pri nekaterih naših najbližjih sosedih v prostem padu.
In kot Američani moramo to prepoznati, ker so v tej državi ljudje, ki bi radi sledili evropskemu modelu. Pravkar smo šli skozi obdobje največjega sistema cenzure v zgodovini. Usklajevanja med vlado in podjetji družbenih omrežij. To je bilo neverjetno nevarno obdobje za nas. In zasluge pripisujem Elonu Musku. Njegov nakup Twitterja in objava Twitterjevih datotek je naredila ogromno razliko za nekatere izmed nas, ki smo leta opozarjali, da obstaja sistem cenzure. In člani kongresa so to preprosto zanikali. Bidenova administracija je to preprosto zanikala in rekla, da za to ni dokazov, saj te dokaze očitno nadzorujejo ta podjetja. A nenadoma so dokazi obstajali. In uspeli smo razkriti ta sistem. Upam, da so zdaj Američani zavedajo, kako blizu so bili tem. Ja, to je bila zelo strašljiva stvar, ki so jo, mislim, mnogi Američani preprosto ignorirali ali spregledali. In čas, ko so bili, da se vrnem k svojemu vprašanju, pripravljeni zamenjati svoje pravice za občutek varnosti, še posebej med covidom. In vprašanje je, ali se bomo naslednjič, ko bomo imeli nacionalno izredno stanje, kaj naučili iz te lekcije, ali bomo to preprosto ponovili. Tako je. In to je problem svobode govora in drugih pravic, ki so abstraktne. Ko sem govoril, včasih sem predaval o svobodi govora na univerzitetnih kampusih, sem študente vprašal, za koliko bi mi prodali svojo pravico do svobode govora. In sprva sem rekel nekaj pretiranega, kot je $10 milijonov. In v resnici je tu nekaj negotovosti, ker mislim, da je $10 milijonov abstrakcija. Ko sem znižal znesek na manj kot milijon, so se vse roke dvignile, ker so si te študentje zelo lahko predstavljali, kaj bi jim pomenilo $500,000. To bi pokrilo mojo šolnino in polog za hišo, ne? To je bilo konkretno. In to je problem. In to zajema Franklinovo opozorilo, da vlada vedno obljublja te konkretne stvari, varnost ali ugodnosti. In to je postavljeno nasproti stvarem, ki so abstraktne. Večina Američanov še nikoli ni poznala družbe, kjer ne bi imeli temeljnih svoboščin. Zato jih zlahka obravnavajo kot zamenljive, relativistične in da se zanje v resnici ne borijo. Najbolj zanimivi so po mojem mnenju tisti ljudje, ki so jim bile te pravice odvzete. Veste, rad se pogovarjam s kubanskimi Američani. Rad se pogovarjam z Venezuelci v tej državi, ki pridejo sem. In ko se z njimi pogovarjaš o demokraciji, ko se pogovarjaš o temeljnih pravicah, potem slišiš marsikaj. In ne marajo vsega tega govorjenja o socializmu, komunizmu in trgovini. Bili so tam, brat, in nočejo se vrniti. Prav, mislim, da je to zelo pomembno. In res, mislim, da so vsi Američani živeli v takšni državi približno 1,5 leta. Vendar so bili morda preveč osredotočeni na svoje strahove, da bi se s tem spopadli. Zdaj pa želim postaviti vprašanje, ki se mu ne moremo upreti. Ker ena država, v kateri je razprava o demokraciji nekako tista, zrcalna slika razprav, ki jih imamo v Združenih državah, je v Izraelu, kjer je, v nasprotju z Ameriko, problem sodstvo, ki si je prisvojilo pristojnosti, ki mu potencialno omogočajo, da prepreči karkoli, kar želita storiti zakonodajna in izvršna oblast, izvoljeni strani volivcev. Na načine, ki so veliko bolj daljnosežni, kot bi si jih lahko zamislilo najbolj aktivistično ameriško sodišče, v bistvu razveljavljajo demokracijo v imenu demokracije. Kako mislite, da se ta razprava o demokraciji, ki tam poteka in se bo verjetno nadaljevala po naslednjih volitvah, ko bo vojna tam končana, razlikuje od tistih, ki jih imamo v Združenih državah? No, zanimivo je, Jonathan, ker pred leti, ko so se ti spori začeli pojavljati, še posebej med Netanjahujem in Vrhovnim sodiščem, je bil moj prvi odziv občutek obsodbe Netanjahuja. In nameraval sem napisati, zato sem se odločil napisati kolumno, ki bi obsodila Netanjahuja zaradi tega prizadevanja. Potem pa sem dejansko opravil raziskavo o pristojnostih izraelskih sodišč. In sem si mislil, za božjo voljo, to je ogromno oblasti, ki jo imajo ta sodišča, veste, nad političnim sistemom. To je zelo, in ki si jo sami prisvajajo, ne da bi kdo sploh sprejel zakon, ki bi to dovoljeval. Ja. In mislim, da to ni dober sistem. In zato res mislim, da v Izraelu poteka upravičena razprava o tem,
Ali bi morali ti posamezniki še naprej izvajati tako neomejeno oblast? Mislim, da imajo Združene države res odličen sistem. Sodni sistem še naprej dobro deluje. Ena od stvari, ki sem jih izpostavil svojemu kolegu z Harvarda med najino debato, je ta, da je sodni sistem razsodil proti Donaldu Trumpu in tudi v njegovo korist. Njegovo povprečje na vrhovnem sodišču je morda nekoliko nižje kot pri prejšnjih predsednikih, vendar ne veliko. Je v istem razponu. Sodišče je bilo običajno dosledno, ne glede na to, kdo je predsednik. Kot lahko vidite, ker je to razjezilo predsednika, imate veliko njegovih lastnih imenovancev, ki so odločali proti njemu. Kritiziral sem ga zaradi nekaterih teh napadov, ker je na mnoge načine njegova največja zapuščina, morda prav v ljudeh, ki jih je imenoval na vrhovno sodišče. Res so odlični pravniki in se z njimi ne strinjam vedno, vendar svoje delo jemljajo zelo resno in počnejo točno to, kar so snovalci ustave upali, da bodo počeli. So neodvisni. In to je tisto, kar je Donald Trump rekel, da želi imenovati. No, zdaj jih imamo. Prav. Razumem. Morda celo več, kot si je želel. V Izraelu mislim, da je tam resno vprašanje ne samo glede sodnega sistema, ampak tudi glede celotnega ustavnega sistema. Ne pretvarjam se, da sem izraelski pravni strokovnjak, tega ne bi trdil. Ampak, in to je morda moja lastna pristranskost, vendar se mi zdi, da je treba sistem res ponovno proučiti, še posebej glede vloge sodišč in kako lahko to deluje. In veste, pri nas smo imeli to razpravo v Združenih državah z Woodrowom Wilsonom, ki je bil zelo kritičen do našega sistema in je zagovarjal parlamentarni sistem. Prav. Mislim, da se je motil. Ampak to vidite tudi v Angliji, veste. Predstavljal sem predstavniški dom in povabljen sem bil, ker sem bil tam in govoril ob 800 obletnici Magna Carte. In povabljen sem bil na čaj z ljudmi, odvetniki, ki zastopajo predstavniški dom, spodnji dom in zgornji dom. In imeli smo čudovit obisk, ki je trajal približno 2x dlje, kot smo načrtovali. Bil je odličen čaj, res, Angležev pri tem ne moreš premagati. A na koncu sem svojim sogovornikom povedal, da imam občutek, da jih zdaj razumem še manj kot takrat, ko sem prvič prišel na ta dogodek. Vse, kar so mi povedali o angleškem sistemu, je samo še potrdilo, zakaj menim, da je to globoko pomanjkljiv sistem. Vključno z dejstvom, da imajo ministrstva, govorili smo o Izraelu in sodiščih, tam ministrstva uživajo izjemno veliko neodvisnosti. In obstaja zelo tekoče sodelovanje med ministrstvom in parlamentom pri določanju izdatkov. In ko so to razlagali, sem si mislil, kako lahko vi vodite vlado na tak način? Mislim, vse je zelo, kot pravijo, no? Včasih nam ministrstvo preprosto pove, da nekaj potrebujejo bolj, nekaj drugega manj. V bistvu se dogovorimo. To ni načelo ameriškega sistema. Mislim, res verjamemo, da dobre ograje delajo dobre sosede. Ja, mislim, da če primerjamo demokracijo z vsemi drugimi sistemi, veste, demokracija je slaba, ampak je boljša kot vsi drugi sistemi. Ameriška republika ima zagotovo boljši ustavni red. Zdaj ste to že nekako omenili, ampak veste, moje zadnje vprašanje za vas je, da se navežem na zaključne odstavke vaše knjige, kjer sprašujete, kaj pomeni biti Američan danes. No, kakšen je vaš odgovor in kako naj to vpliva na naše argumente o demokraciji? V knjigi govorimo o skupnih značilnostih ljudi, ki pridejo v to državo. Thomas Paine v mnogih pogledih je utelešenje Američana. Prišel je v to državo, da bi se na novo izumil. Na konec svojega imena je celo dodal črko E. Ugotovil je, da je tisto, kar lahko ponudi svetu, ves čas nosil v svoji glavi. To je bilo biti Thomas Paine. A v 2 letih bi postal pisec ameriške revolucije. Postal bi iskra, kateri je George Washington pripisal velik del njihovega zgodnega uspeha. Na mnogo načinov vsi pridejo v to državo na enak način. To pomeni, da verjame, da lahko tukaj najde svojo usodo, da lahko postaneš karkoli želiš biti. Če dovolj trdo delaš, potem ni omejitev, kaj lahko postaneš v tej državi. In mislim, da za to knjigo zaključim z istim vprašanjem. Kaj potem pomeni biti Američan in kako bi danes odgovorili na to vprašanje?
Dejstvo je, da so to revolucionarni časi, vendar ostajamo revolucionarno ljudstvo. In to moramo razumeti, da svetu še vedno ponujamo nekaj edinstvenega in nekaj, za kar mislim, da bo svet v tem stoletju nujno potreboval. To je dober odgovor in dobra misel, s katero lahko zaključimo. Profesor Trli, hvala še enkrat, da ste se nam pridružili. Kako lahko naši gledalci in poslušalci dobijo izvod knjige Bes v republiki in kako lahko spremljajo vaše delo? Na voljo je v bližnjih knjigarnah in na Amazonu. Imam tudi blog z imenom Race Ips. Najdejo ga na jonathanturley.org, če ga želijo spremljati. Zelo sem vesel, da sem bil spet z vami in da so imela ta pogovor. Hvala tudi vam. Zahvaliti se želimo tudi naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati Jonathana Tobina in Daily Edition, ki jo lahko slišite, kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na eni od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X-u ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.